Naš pogled. Pripravil sem ga Blaž Lesnik. Drage Slovenke in Slovenci, zdaj nas pa res lahko skrbi za našo varnost. Ostali smo namreč brez ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, ki je ves čas, vse do sobotne tragedije v Novem mestu ponavljal, da smo v Sloveniji varni in da nam ni treba skrbeti. Zdaj je odstopil, z njim tudi ministrica za pravosodje Andreja Katič. Ne vem sicer, kako so njegove pomirjujoče besede, da bo vse v redu, razumeli v Novem mestu in okolici. A dejstvo je, da politika težav, ki so se kopičile desetletja, ni uspela rešiti. Točno 19 let po Ambrusu se je zgodilo Novo mesto. Tokrat so prepričani domačini, je zadnja možnost, da pride do rešitve težav, ki pa jih ne bodo prinesle niti trenutne policijske patrulje in še manj pozivi k oborožitvi. Prinese jih lahko le skupnost, ki bo danes na shodu v Novem mestu strpno ponovila svoje predloge in na drugi strani uho, ki jih bo zares slišalo in upoštevalo. Kljub vsej tehnologiji in pretoku informacij, ko v vsakem trenutku lahko veš, kaj počne in kako razmišlja nekdo na drugi strani zemeljske oble, kaj šele v tako majhni Sloveniji, je lažje pokriti celotno državo s 5G omrežjem, kot pa se slišati. Sam imam malo neposrednih izkušenj z Romi. Če bi sklepal po starejši gospe, ki redno prihaja zvonit na naša domača vrata in je hvaležna za liter mleka in pašteto, bi lahko rekel, kaj pa pretiravate, saj vendar naša krščanska dolžnost pomagati ubogim. Res je, in tako je tudi leta 2006 pokojni predsednik Drnovšek želel pomagati. A prenesti svoje videnje skupaj s še tako človekoljubnim vzgibom v konkretno situacijo preprosto ni dovolj. Potrebno je slišati ljudi, ki tam živijo in se vživeti v njihovo kožo. Zelo trezno, strpno in hkrati odločno je problematiko razgalil diakon, logoterapevt in kolesar upanja Matic Vidic. Za naš radio je izpostavil 3 točke. Večja pooblastila policiji, delujoč pravni sistem, v katerem zakoni veljajo za vse enako, in pravičen socialni sistem. Če se Romi policiji smejijo, če se na sodišču ne zgodi nič in če nekdo, ki redno hodi v službo, dobi od 100 do 200 evrov manj kot tisti, ki je doma, potem je vsakomur zdravo pametjo jasno, da zadeve ne delujejo in tudi kje jih je treba začeti reševati. Kot terapevt pa je Matic opozoril še na eno težavo, ki brezkompromisno vrta tudi v druge družbene pore. Pri Romih se manifestira v fizičnem nasilju, drugod v tesnobi, depresiji in samomorilnosti. To so mladostniki, ki nimajo smisla. Nesmiselnost pa ubija. Najhuje je za človeka, da ne zasluži, da ni koristen za skupnost. Delo je vrednota, nasplošno pa se danes med mladimi širi prepričanje, da sta obiskovanje šole in učenje nesmiselni dejavnosti in da se delati preprosto ne splača. Saj imamo vendar umetno inteligenco na dosegu prstov, ki bo zmogla vse. V včerajšnjem omizju na nacionalni televiziji smo lahko slišali, da nekateri še vedno zagovarjajo princip investiranja, sredstev in zaupanja ter potrpežljivosti. Treba je pač potrpeti in čakati, da se bo enkrat obrnilo na bolje. Če in ko se bo. A kaj, če se ne bo? Tega ta teoretično-filozofski koncept ne predvideva. Predvsem pa je, milo rečeno, nesprejemljiv in pokroviteljski za tiste, ki res čakajo in trpijo. Ko se starši bojijo za svoje otroke, ali bodo prišli živi in nepoškodovani iz šole, ko morajo v naselju v času pogreba najeti varnostnike, ki stražijo prazne domove, ali pa ko ljudje na dopustu trepetajo, kdaj jim bodo vlomili v hišo, saj je to le vprašanje časa. Takrat je treba pač potrpeti. Gre namreč za dolgotrajen proces. Ja, tako lahko reče samo nekdo, ki teh težav nima. Nehote se mi je tu zbudila primerjava z neko drugo, prav tako perečo problematiko, ki pa jo prav tako rešujejo tisti, rešujejo v navednicah, ki jih ta težava neposredno ne ogroža. O upravljanju z divjimi zvermi namreč odločajo tisti, ki živijo v urbanem svetu, kjer so medvedi bodisi plišaste igrače ali pa prikupni junaki risanih filmov.
Sanja pa se jim nekaj pomeni trepetati pred napadom zveri na sprehodu v okolici doma ali celo pred lastnim pragom. Bo tudi tu potrebno počakati, da se zgodi najhuje, preden se bo kaj premaknilo? Vladajoči se namreč med tem ukvarjajo z deljenjem predvolilnih bombončkov. Prepričan sem, da sta lastno življenje in osebna varnost veliko pomembnejša od podaljšanja veljavnosti vinjet ali od božičnice, ki se ji po novem obeta naziv zimski regres. V Sloveniji namreč imamo družinski praznik, nimamo božiča. Dnevi, ki so pred nami, nas spominjajo na našo minljivost. Morda se nam zdi oddaljena, morda jo celo sami odrivamo tja. A življenja nimamo v svojih rokah. Včasih se zgodi hitro, nepričakovano in žal tudi tako, kot se ne bi smelo. Družina je ostala brez očeta, skupnost brez srčnega in povezovalnega človeka. Nasilje nikoli ne more biti pot reševanja težav ali izražanja nezadovoljstva, tako je zapisal novomeški škof dr. Andrej Saje. Ta nesmiselna smrt ne sme in ne bo ostala brez smisla in zaman. Prepričan sem, da se bo danes Novo mesto povezalo v strpnosti, spoštovanju in odločnosti. Pa bo sporočilo slišano? Naš pogled.